Toplo dobrodošli v Šparovi spletni seriji ABC peke z družbami z Anito Šumer. Najboljši kruh si zasluži primerno spremljavo. Se strinjate z mano, kaj ne? No, zato bomo danes pripravili nekaj novega. In sicer domačo fermentirano kislo smetano in iz nje seveda tudi domače fermentirano maslo. Verjamem, da ste že kar malce radovedni, tako da predlagam, da kar zadružimo. Potrebovali bomo 500 g sladke smetane, približno 2 žlici mlečnih kefirjevih zrnc ali pa 2 žlici mlečnega kefirja ter večji kozarec z navojem in pokrovom. Smetano nežno pretresemo. V kozarcu zmešamo sladko smetano. In nato dodamo zrnca mlečnega kefirja ali pa 2 veliki žlici kefirja. Dobro premešamo. In pokrijemo. Pustimo na sobni temperaturi vsaj kakšnih 12 ali pa 24 ur, odvisno od želene stopnje fermentiranosti. Vmes lahko seveda poskusite smetano. A previdno, sama se včasih kar ne morem zaustaviti. Ko smetana dovolj sfermentira, jo premešamo. Nato pa tole kislo smetano precedimo skozi cedilko. To naredimo seveda samo v primeru, če uporabljamo zrnca mlečnega kefirja. Uporabimo jo lahko kar tako. Za gostejšo strukturo pa jo lahko pustimo v hladilniku čez noč. A mi bomo šli še korak dlje in pripravili domače maslo. V višji posodi pričnemo stepati. Na začetku še ne bo špricalo, pa vam predlagam, da uporabite tale trik in nadaljujete s tepanjem. Stepamo tako dolgo, da se maščoba loči od pinjenca. Nato vse skupaj precedimo. Maslo stisnemo v kepo in poskusimo iztisniti čim več tekočine. Po želji ga speremo pod mrzlo vodo. Da odstranimo čim več pinjevca. Tako bo maslo obstojnejše. Zdaj lahko maslu dodamo sol, solni cvet, poper, čili v prahu ali pa morda kakršnokoli drugo zelišče ali začimbo po želji. Sama imam zelo rada soljeno maslo, zato bom dodala kar solni cvet. Če bo malce soljeno, bo tudi dlje časa uporabno. Zdaj lahko maslo vtisnemo v kakšen model in dobimo zelo zanimive oblike.
najbolje, da kar poskusim, kaj sem sfermentirala danes. Domače maslo. Bom namazala na toast kruhek, recept zanj najdete v eni izmed prejšnjih epizod serije ABC peke z družmi. Smetano pa bom morda pojedla kar na žlico. Napišite mi spodaj, s čim pa vi najraje namažete kruh z družmi. Tako da, jaz pa vam samo še želim, naj druži!